Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes je z mano fantastična Melita Kuhar. Živjo, Melita, dobrodošla. Hvala ti za tvoj čas sredi tega poletja, ko vem, da si na polno zaposlena ali pa na polno na potovanjih. Ja, tudi. Ja, uživam zdaj v potovanjih, gledam to, da zdaj nekaj časa nismo mogli in zdaj si jaz kar dam zaradi reseta mojega uma, pa moje energije, no vse zadnje delam po cele dneve. Vsak mesec 3 do 4 dni, nekam takole po Evropici, naši ljubi, res prav veliko mi to pomeni. Ta osvežitev uma, energije in seveda tudi razmislim, kakšno stvar pa prijem na kakšno novo idejo. Ja. Kakšna nova ideja? Povej. Ne, zaenkrat se še malo kakšne stvari morajo usesti, ampak ja, vedno v nekih novih okoljih, ko pravzaprav samo sem in sem čuječa. Mnoge stranke učim, moramo biti čuječi. V trenutku. Tako, tukaj in sedaj. No, to jaz na potovanjih sem in dejansko takrat tudi marsikaj z drugega zornega kota ugotovim, ko grem v neko introspekcijo, ker na vse zadnje tudi na potovanjih delam na sebi še kar. Ne bo nikoli. Delati na sebi, za tiste, ki pa je mogoče še ne poznate, ki živite. Vidimo te na televiziji, po časopisu, na Instagramu, na Facebooku, v svetovalnica.si je tvoja spletna stran. Melita dela. Kje bi začeli? Odnosi, vzgoja, kaj še? Ja, intimnost, ki je del partnerske komunikacije. To mi všeč ta izraz. To je komunikacija, to je neka izmenjava. Seveda, na fizični ravni. In brez intimnosti je par zgolj in samo v sostanovalskem odnosu. Prijateljskem sodelujete. Ja, tako, sodelujeta, na videz je vse v redu, vendar ni tiste zdrave, tiste medčloveške žmohtnosti, ki se dejansko porodile. Da pač to gre z leti, Melita, to je normalno, pa si zaljubljen, frišna, pa čiv, pa ni več, pa si kaj pa če drugega potem moški nares, kot ti drugam tam, kjer je spet čiv. To so naše babice skozi govorile, tvoje ne? Ja, ne, enostavno, evo, z knjigami se borim proti tam predsodkom. Točno, to so pozabili omeniti tudi pisateljica. To so predsodki, verjemite, ja, seveda. Ali izgovori? Jaz bi temu prerekla tudi mogoče izgovori. Ampak če par ne dela na odnosu in je otujen, ja, dejansko ne vejo, zakaj bi pa bili intimni, če pa vse v redu tako. Ampak jaz pravim, pa to je esenca, intimnost, to je esenca tega, da smo z eno osebo v dvojini in da delimo in svoj čas in svoje telo in svoje razmišljanja in svoje vire sebe kot človeka za drugo osebo, pravno tudi na intimnem področju. In tukaj res ne dovolim zbanalizirati intimnosti oziroma rečemo seksa, zgolj na to, vse v redu, vse ne rabimo ga imeti. Ne, to ni res. Ne. Tudi ta izgovor, če ne dobi doma, gre drugam. Tudi to se mi zdi do neke mere. Tu sta oba odgovorna. Absolutno. Lili je tukaj vedno moj parom, ko je prišlo do nezvestobe in pride v svetovalnico in reče, Melita, pomagaj, ne prišlo do nezvestobe. Bodi si z ene ali z druge strani, to je zdaj že kar enakovredno. To se spomnim, ja? A si bila na Dobrojutra? Nekje si bila, nekje na TV-ju, kjer je zadnje čase občutno več vidim na TV-ju kot osebno. Vredo, ne rabim vsega povedati, mi zatožiti, ja, hvala. Si ravno to izpostavila, ja, da niso samo gospodje, ki skačejo čez pot. Ne. Smo tudi dame. Predvsem pa je tukaj v ozadju sprejemanje odgovornosti, vsaj polovica za to, kaj vlagata, se pravi ima partnerski odnos in kako se ima da vzeti čas, energijo, voljo in graditi odnos, zato da potem tudi intimnost. Res je, da če je slab partnerski odnos, draga moja, ni volja po intimnosti, ampak pa se pa dajmo vprašati, kaj pa lahko naredimo, nekaj informacij in znanja, nabranega pravzaprav v svetovalnici,
In seveda, jaz zelo rada iskreno govorim o intimnosti. Indirektno, ja, to je res. Tako da, če boste prišli k njej, nič ne bo v rokavičkah, bogi, ampak bo kaj, dajmo zdaj narediti. Zato smo prišli po rešitve. Zato so meni tvoje knjige fantastične, ker to ni neko, bom rekla, teoretično branje, ampak so dejansko primeri tvojega dela, izkušenj na slovenskih tleh, da rečem, te kulture, te miselnosti, tega nekega časa. Ne 30 let nazaj, tako kot ti prej rekla, na potovanjih lahko vidimo marsikaj, lahko dobimo nek feedback, drugačen pogled na stvari, lahko sebe spremenimo, ampak še vedno v Sloveniji neke določene smernice so. In glede na te stvari, ki jih se ti srečuješ s tvojim delom, ki je fantastično, so pač te knjige. Pokaži nam še ostale knjige. Se pravi, imamo iskreno vzgoji najstniki, se pravi, imamo otroke, ki jih vzgajamo, ponovno pa oglušele najstniki, ki nič ne razumejo, nič več ne vejo. In jaz se rečem mojim staršem, Milita, misliš, da bomo še kdaj našega najstnika dobili nazaj, da bo zmogel več kot samo ne. Rečem, pride nazaj, samo je treba teh prvih nekih 7-8 let preživeti, pa me tako gledal, kaj je 7-8 let. Se gre, jaz sem preživela, mojih čez je odraslo in smo hvala in sva zvozile, ampak to so naporna leta, so pa predvsem učna leta, pravzaprav za nas. Jaz vedno rečem, ko vzgajam otroke in nekako spoznavamo naše bodoče odrasle otroke, se pravi najstnike, moramo dejansko, Lili moja, delati na naših prepričanjih, na naših bolečinskih jedrih, na naših teh programih, ki jih imamo mi vsajene iz primarne družine, ker tukaj potem nam naši najstniki, predvsem pa tudi že otroci, potegnejo točno tisto živco, tisti živec ven, ki pravzaprav skriva globoko bolečino in pogosto tudi travmo. Tega sicer najstniki ne vejo, ampak na nek način, kot da bi čutili, zato vedno rečem, delajmo na sebi, evo, to je naslednja knjiga, se pravi iskreno osebni rasti. Nikoli ni prepozno, midva še vedno se odkrivava sama pri sebi in ti zagotovo tudi, kolikor te poznam, delava, iščeva. Tudi tako se rešiti. Meni je fantastično, ko ta prav pred korono, ko smo imeli še tako delavnice, ko pridejo gospe 96, 98 let, stare berejo, hodijo okrog na delavnice, tako so polne življenje, si mislim, the best. Potem se pa zgodi, da srečaš nekoga pri 30-ih, kaj pa že cel depresiven, pa nič se ne da. Tako da to voljo nazaj do življenja, do kreative, se mi zdi, da pa zelo dajo te tvoje knjige, ker vsem vidiš, da nisi edini, ki imaš podobne težave, nisi edini, ki podobno razmišljaš in vedno nekako tudi potiskajo v smeri rešitve. Je pa dejstvo, da je treba delati na sebi, to ni samo všeč. Tako. Pa imamo pa še iskreno v družinskih odnosih. To je pa pravzaprav vse, kar mi smo in naše, se pravi, primarne družine, odnosi, tašče, snahe, se pravi, med sorojenci odnosi v službi. Vse tisto, kar ni pač striktno partnerstvo, tako da tukaj je zaobjeto pravzaprav vse. In vse to, kar preko družinskih odnosov potem projeciramo tudi v druge v končni fazi, tudi med sosedi, med sodelavci in tako naprej. Tako da, dela imamo dovolj. Veliko, Kaj bi ti rekel, če ti primerjaš mogoče 10-15 let nazaj, s kakšnimi vprašanji so prihajali stranke k sebi, pa zdaj po teh zadnjih 2 letih, po koroni, ko je bilo toliko govora o ločitvah, o razhajanju, o ne vem še česem, kar je bilo meni osebno zelo zanimivo, 2020 grozen, ko smo v karanteni pa doma zaprti. Kaj nismo doma s svojimi najdražjimi, najljubšimi, jaz sem tako rada doma. Mislim, obožujem potovanje, ampak jaz sem tako rada doma, tako da mi je bilo to čisto nepojmljivo, kako ti odveč biti doma med tistimi, kateri naj bi bili tvoji najbližji, najdražji. Tukaj se spet vrnava na tisto vprašanje, kako kvaliteten je odnos znotraj družine, se pravi, kakšna je sama dinamika posameznih družinskih članov, kajti pa kdo pa oblikuje klimo oziroma dinamiko znotraj družine ali partnerskega odnosa. Je to verjetno, tako neče cesto. Tako da, vedno se je zaprašati, v kolikšni meri jaz sam odgovorno, spoštljivo vstopam v odnose in kako kreiram, se pravi, svojim ravnanjem in odzivi, predvsem odzivi, reakcijami po domače, kreiram tudi jaz in so odgovorno vlagam v same odnose. Pravzaprav, marsikdo se sploh ne zaveda, kako je dejansko potrebno biti
čuječ, ozaveščen, da vlagamo v odnos. Ne, bilo kateri, vse so odnosi. Absolutno. Tudi ko greš zjutraj v trgovino po kruh. Pokažeš svoj odnos do človeka, rečeš dobro jutro, rečeš hvala, si zadirčen, se zdereš na nekoga zato, ker ni v poziciji, da bi se ti branil, ker ne vem, ti je nekdo stopil na žulj. Tako da absolutno vsi odnosi so odraz nas. Naša komunikacija, jaz pravim, nič ni narobe z jezo, jeza nam pove, da je nekaj narobe. Ampak kako se mi odzivamo, a bomo zdaj prevzeli odgovornost, pa v sebi iskali to bolečinsko jedro, ki sem ga tudi prej omenila, kako bomo zdaj spoštljivo skomunicirali, poslušaj, meni je bilo pa to žaljivo, oziroma ali bomo to zdaj uporabili za izgovor, da je cel svet proti nam in se maščevali nazaj, koliko se bomo le lahko. Vse to so ogledale nas samih. Tako. In jaz bi rada tukaj tudi nekako poenostavila, kako oblikujemo odnose, si vedno znamo prijeti do kakšnega takega izuma, to je zdaj staro mogoče od letos. Koliko knjig lahko še pričakujemo, prosim? Včasih mogoče še kakšna. In sicer odnosi, kako jih oblikujemo, vzamemo si čas, to pozabimo, mi da si zajemljava. Jaz tebi, ti meni, najn čas, da tole... Posvečen čas, ta tvoj izraz je meni čudovit, ker ko mi rečemo, vsi smo veliko skupaj, potem pa en gleda televizijo, drug bere časopis, to ni posvečen, tako smo videli. Je takole, ne, se pravi, gledava se, mar nama je, tako, in smo si vzeli čas. Potreben je namen, želim si s tabo biti ta in ta čas skupaj, mar mi je namen, se pravi prav ta intencija, jaz želim. In sodelujoče in seveda upoštevajoče tiste 3 seje, o katerih vedno znova govorim, in sicer, da je naj bo komunikacija spoštljiva, sočutna, ne pozabimo sočutja, to sem zdaj smo kar malo malo izklapilo, to pa zemlja se segreva, pa je šlo. In seveda, da smo sodelujoči, lahko tudi srčni, se pravi, kar najdete pridevnikov na S, ki opredeljujejo, ja, tudi, je vse to tisto zdravo, žmohtno načelo primerne zdrave komunikacije. Sočne, se v bistvu, dokler smo živi, smo pozitivno kreativni. Ja, tako, smo sočni. Tako. Ja. Ne vem, kje sem zdaj ta sočna najdela, ki se mi meni na seje. In marsikaj lahko pomeni. Ja, vsekako. Zelo v redu. Pa bi rekla, kako v bistvu bi rekla, da nas je tale korona zaznamovala? Veliko je bilo govora o ločitvah 2020. Kaj bi ti rekla? Pravzaprav k tebi hodimo s tovrstnimi problemi. Ja. Jaz pravzaprav moram priznati, da prav nočem več razmišljati ne o koroni, ne o vseh teh, bom rekla, mesecih in skoraj da 2 letih, ki so nas zaznamovala, ampak jaz verjamem v to spet iz tega mojega pozitivnega stališča, kaj smo se iz tega res naučili, pozitivnega. O odnosih, o sebi, o komunikaciji, kako tvorimo odnos, kar so bili kar vzele, tele hitre naše lekcije. Ja, no, taki. Tako je. Na hitro, zakaj pa ne? Ne rabimo potem, ne vem, 600 knjig prebrati, jaz sem jih tega mogoče ne 200, točno na to temo, ker pač to raziskujem in tukaj to delam v okviru To mi je všeč pri tebi, ti se vedno znova učiš. Nisi ti človeka, ki bi rekel, tole sem predelal, tole sem naredil, zdaj pa to. To je vedno znova novo delo, razvoj. Radovedna sem. Jaz, ko me zastrižem z ušeski in je nekaj novega, nekaj drugačnega, jaz začnem to raziskovati. Radovedna sem pač na splošno v življenju, ko želim čim več vedeti, kaj ti to vedno prav pride, tudi skozi moj svetovalni proces, včasih sploh ne vem, iz kje potegnem nekaj nauke, neka znanja, ampak vse to je tudi skozi vso to literaturo, strokovno. Tudi tvoja intuicija, tudi kilometrino, toliko let se že s tem ukvarjaš, marsikaj si videla, slišala, doživela, pomagala. Tudi sama osebno v mojem partnerskem odnosu. Tako, ja. Vse to skupaj je pa potem tak fantastičen rezultat. Ja, tak svetovalni proces in zaradi tega težko od mojih strank nekako kupim izgovore. Saj sama veš, jaz sem plakat, imam tukaj v pisarni izgovorom, to prepovedam, marsikatera moja stranka si ga je slikala in ga ima sproduciranega na zidu, takrat se že hočem nekaj izgovarjati, kajti ko uporabljamo izgovore, ne prevzemamo odgovornost, jaz pa veliko dam na to, da vsak od nas je odgovoren, kot smo se pogovarjali, kako svojih 50% pozicije vlaga v odnos bilo kom.
Ne sem s partnerjem, to otrocmi, z bilo kom, tako tudi z prodajalko, blagajničarko, bilo kom. In tukaj res pride do izraza, res, ali smo odgovorni. In moram tudi povedati, marsikoga, ko vprašam, kaj pa je za vas odgovornost, žal mnogi tega ne znajo. Mnogi tudi mogoče odgovornost enačijo z besedo krivda. Nisem kriv. Potem grejo neko obrambo in je težko sploh pride do tega, da ne gre se zdaj, kdo je kriv, da je odgovornost nekaj popolnoma drugega in da absolutno, dokler mi ne prepoznamo lastne odgovornosti, se tudi ne moramo naučiti in potem pridemo do tega, zakaj spet jaz, pa spet isto, pa on je to naredil, pa ona je to naredila, pa spet, ja, dokler sami pri sebi ne prepoznamo, s čim to dejansko prikličemo oziroma, ne, sami se ustvarjamo, bom rekla, ker smo vedno 50% odnosov. Vedno pika punto fertika. Tukaj me noben ne more prepričati drugače. Seveda so nijanse, kjer pač prihaja do izraza pač tudi neka prepričanja, neke travme iz naše primarne družine in seveda potem skozi to včasih igramo neko vlogo, skozi katero hočemo dokazovati, da je druga oseba v tem odnosu mora biti bolj kriva. V resnici, ko pogledamo širšo in višjo sliko, je vedno 50-50, tako da me včasih prepričujejo. Ja, jaz pa rečem, jaz se prepričujem, ne, bomo kar štartali iz pozicije pol. A sem zoprna, ja. Ampak premike pa so, jaz bom rekla, sicer jih pa ni. Ne. Ni čarobne, sploh v odnosih ni čarobne tabletke, da bi rekel. Najrajši smo vsi, saj tudi jaz, v učoni obdobja. Absolutno. Takole je fajn, to poznam, to mi je v redu, tudi če je kaj se moram kaj umatrati, zakaj že, tudi če je težko in boleče, dostikrat. In potem seveda lahko zdrsnemo vsi vlogo žrtve in potem je zelo težko, jaz rečem, splezati spet tako iz te jame čustvene, nič se ne daje, nič ne gre na bolje, drugi so krivi, se pravi, kaj upiramo prst v druge ljudi, ampak jaz vedno rečem, ampak mi vedno moramo izhajati iz sebe, ker na tem svetu smo v resnici zgolj jaz, pa kar jaz sama sabo naredim oziroma kako se odzivam. Pač rodimo se sami, umremo sami, vse mi smo tudi sami, zato je toliko bolj pomembno, kako kvalitetne odnose mi svoje pozicije, svoje polovice dejansko kreiramo. Jaz vedno pravim, edini odnos, ki ga resnično gojimo celo življenje, je odnos sami do sebe. In če sami do sebe nimamo odnosa tako, kot je treba, potem težko pričakujemo, da bodo drugi odnosi kakorkoli kvalitetni, dobri. Ampak se res zgodi, da mogoče naletiš na neko osebo, ki ti je lekcija, pa zelo izstopa iz ostalih odnosov. Tukaj bi se mogoče dotaknila tudi narcistične motnje, ker vsem povsod se priporoča, pa pojdi stran. Marsikdaj se pa ljudje ravno v ta lup ujamejo. Jaz bom dokazala, da on ali ona zmore drugače. Nimamo pravice določati, kaj druga oseba zmore, ne zmore, česa si želi. Če je narcis ali pa ne, Bilo kdo, tukaj ni pomembno, kako bi klasificirali neko osebo, bilo kdo. Jaz vedno rečem, pravzaprav delo na sebi pomeni, da to ne pomeni, da smo mi zdaj nekaj spremenili in bo varateli midva, ne vem, čisto nekaj druge dve dami. Pravzaprav delo na sebi pomeni, da so takšni čudoviti, unikatni. Zato, ker pomembno je pravzaprav, kako mi na isti sprožilec sedaj nekako zaveščamo, kdo smo, kaj so recimo neke travme, kaj so neka naša nezavedna prepričanja, je pravzaprav dokaz dela, kvalitetnega dela na sebi, prevzemanja odgovornosti, da znamo na isti sprožilec drugače reagirati. Naš odziv je tista sprememba, ki pravzaprav jaz zasledujem in tukaj coacham moje stranke, da pravzaprav po tem merilu enem od vidimo, koliko res smo naredili na sebi kvalitetnega osebnostnega dela. In tukaj se včasih ujamemo v ta lup, spet jaz, spet isto. Namesto, da bi videli, a smo mi kaj drugače naredili ali nismo. Oziroma se odzvali. Tako, in po drugi strani, to je ta spiralni razvoj. Tako kot v šoli, vse so podobni izzivi, ampak na drugem nivoju in namesto, da bi bili ponosni na se, da smo se malo dvignili po zahtevnosti, včasih pademo v tisto,
Višjo luknjo, smiljenje samemu sebi. Vse so tu taki trenutki v življenju. Normalno, vse to je življenje. To gre tako. Vsi ga imamo kdaj. Valovi, tako ko morje valovi, če je velika burja, močna burja, sem primorka, močna burja, je tako. Bonaca je tako. Vedno valovijo. To nič ne pomeni, da smo zdaj zaradi tega boljši ali slabši, ker pač neka ta, bova rekla, globalno kapitalistična mentaliteta je, da moramo biti najboljši, najlepši, najbolj uspešni, najbolj bogati. So rečemo, zakaj pa? A ni bolj pomembno, kako se mi sami sabo dobro počutimo, ker to žarevamo. In skozi to samozavest, ko žarevamo, ker vemo, kdo smo, kaj smo, kakšna je naša, recimo, je osebnostna identiteta in zavedanje, tudi kako se odzivamo. Mi skozi to šele lahko kreiramo pot do tega, da smo sami sabo kontenti in potem smo lahko tudi izvajamo posel, ki nas osrečuje, ki nosi neko dodano vrednost, skozi katero se lahko mogoče neke večje dobrine kupujemo in tako naprej. Ampak kar čakati, ko bo padlo dol, ne bo. Ne prinese poštar. Žal ne. Mi je pa všeč to, kar si zdaj omenila. Pred leti se spomnim na šoli za starše, je predavatelj rekel, same mamice so bile, kakšne otroke si želite? In odgovor je bilo seveda zilijon. Ni bil nekaj časa tiho, ne poslušal in rekel, zanimivo mi je, da niti eden ni odgovoril, želim si srečnega otroka. Nobeden se ni vprašal, česa si moj otrok želi, kaj so njegove želje, kaj so njegove potrebe, kaj je njegovo poslanstvo, ne nazadnje. Zato se mi zdi tako pomembno, ker ne glede na to, da večino dela si vsi mi, kot gledamo svetovalnica, si najprej pomislimo, zakonski pari, ki imajo krizo, hodijo k tebi, pa sploh ni tako, tudi vzgoja otrok, tudi najstnikov in tako naprej. Koliko je tega delano zaveščene, tudi otrok ima pravico izraziti svoje mnenje, svoje potrebe, ker je pač duša, ki je prišla sem s svojo izkušnjo. In tukaj, tako tvoje delo, kot tudi recimo numerologija, čudovito orodje tega, da razumemo dušico, ki jo imamo. Vse mamica pri enem letu, ko imaš tručko, ne more vedeti, kakšne duhovne lekcije si ta duša izbrala. Tako da ogromno je, bom rekla, nekih orodij, nekaj pomoči, če smo le drzni, bom rekla, priznati, da vsega še ne znamo. Jaz tukaj še radikalno poudarjam in je tudi v moji knjigi v uvodu oziroma tudi v zahvali napisano, moja največja učiteljica mene je bila ravno moja hči, ker je seveda drugačna od mene, ki je rojena že z neko neupogljivo trdno voljo, ki je že tako, ki tebe sploh ni blizu. Je s časoma postala, ampak se veš, pozabimo, kakšni smo bili najstniki, pa vse spomnimo me leta v redu. Tako drugačno mora biti. In dejansko sem morala veliko Lili moja delati na sebi, da sem lahko moji hčerki dala vprašanje ali argument, zakaj ne dovolim, zakaj nekje neka meja, ali naj me prepriča z argumenti njenimi, da nismo bile v konfliktu, temveč v nekem res sodelujočem 3 odnosu. Sem veliko delala na sebi, predvsem pa tudi na tisti zapuščini, ki so mi jo moji starši meni vtisnili skozi njihovo vzgojo mene in njihovi predniki. In tako, se vedaš, približno 6 generacij je v nas vtisnjeno prepričanje glede pač tega, kaj gre iz roda v rod, nekih prepričanj, nekih vzorcev, s tem rečem programov, ki jih potem skozi to, ko smo mi odrasli, pač smo res odgovorni, da jih mora biti predrugačimo ali nekako sprogramiramo, zgradimo nove programe, ki povozijo stare, kar pomeni, še vedno imamo stare, ker to so naše osnovne, bi rekla, tovarniške nastavitve, da pa želimo bolj kvalitetno živeti v skladu sami s sabo, s svojim poslanstvom, neko svojo vizijo in seveda tvoriti zdrave 3S odnose, je pa dejansko nekako pomembno, da gremo tukaj v te uvide in vidimo, kakšen program, če temu tako rečem, je za nas bolj ustrezen, predvsem pa bolj zdrav. Jaz tukaj ne uporabljam besede srečen, ker to je zame nek hip, ko je vse točno tako, kot je v redu v nekem trenutku, ampak do tam, da pridemo, je pa nekaj dela. Absolutno, pa mogoče tudi poleg sreče pridevnik mir. Mir v sebi. Miru v sebi. In seveda so ključnega pomena potem ravno ti odnosi, iz katerih ne moramo zbežati. Starši, otroci,
ko smo na smrt zaljubljeni in govorimo o nekih sorodnih dušah. Ja. Sorodna duša ni tako, kot vidimo v hollywoodskih filmih, Ne, še ne. Johnny Depp, kot vidimo. Tako zelo je toliko žensk vzdihovalo za njemu, pa evo, ni nujno, da če si lep in slaven in uspešen, da je vse posutoti z rožicami. No. Definitivno vse posutoti, da bo marsikaterimi vrati bi lahko marsikaj podobnega našli. Tako. Predvsem potem v sebi iskati, ne v drugih. In kaj nam ti odnosi sporočajo in zakaj. Moramo Tako, izhajati iz tako. sebe. In nobeden od nas nima pravice kazati s prstom na drugega. Absolutno, Ti. absolutno. Ne, vedno izhajamo iz sebe, iz prve osebe, ni ne, lepo Tudi prosim. tako bom rekla, mogoče to karkoli že zame ni nekaj, česar si jaz želim, Tako. kar mene izpolnjuje. Tako. Nimam pa pravice soditi druge osebe. Če drugo Ne. osebo nekaj osrečuje, če zdaj rečeva, da se obe osebi strinjata, če govorimo Tako je. konkretno o Konsenz. spolnosti, Ja. če se obe dve strinjata, sta obe dve odrasli, se pravi, ne govorimo o nekih Jasno. otrocih, to absolutno niti ne sme Ne. biti moja stvar. Enako trdim. Tako da, ja nič, delati na sebi. Ja. Kje te najdemo? Instagram? Tako, se pravi, Facebook. Instagram je kuhar Melita, ena beseda, potem je svetovalnica.si, seveda na Facebooku Melita kuhar, tudi svetovalnica, ja. Ja, Spletna stran, ta je čudovita pisarnica, Ja, je v BTC-ju v Ljubljani. Tako, Tako da, kdorkoli Tako. potrebuje dodatno, če pa reč po domači brcovri. tudi lahko. Pa eno dobro kavo, tudi z veseljem pocartam. Predvsem je pomembno, da smo dovolj zreli in pogumni, da Da pridemo, naredimo ta pa korak. da pridete Ja. k meni, Ja. ker pač jaz znam včasih stvari dosti direktno povedati. Sama veš. In sem vedno izjemno, res sem hvaležna za vse vas, ki cenite moje delo, moj tudi prispevek k temu, da raziskujem dejansko odnose, zato tudi še vedno pišem za nekatere revije, LNZ, za ono, za Suzi in tako naprej, ker mi je pomembno, da nekaj, kar sem ugotovila skozi moje delo svetovalno za bodisi pari, bodisi posamezniki, jaz imam individualno tako rekoč enako število žensk kot moških, ker sem zelo ponosna, da veliko moških sami se javi in pridejo in rečejo, no Melita, zdaj pa pomagaj, pa me nauči, kako ne ženske bolj razumem, sem zelo vesela. Recimo na tako tipično vprašanje. Sem zelo vesela, da lahko z moškimi delim tudi moja spoznanja na malo drugačen način, ker so oni Malo drugače tudi tako funkcionirajo. in nekako malo drugače informacije, ko zajamejo, pride ven tisti stisne. Tisti Google Translate med moškim in ženskim jezikom velikokrat. Tako, in je res mi v čast in v veselje, ker to zmorem in vidim, kako se tudi par začenja z mnogo večjo naklonjenostjo gledati. In tako da včasih rečem, grem ven. Gremo za sedmino domov, ne bom več pa domov, v redu Budi je. se nama, so se glih Zelo lušni trenutki so, moram reči, jaz sem dosti krat prav naježen od sreče, od ganjenosti, ko vidim te momente, ampak sami od sebe ne padejo. Ne padejo. Tako da vsi, ki potrebujete malo pomoči in podpore, pa tudi veliko razumevanja, bom rekla, Melita je tukaj za vas. Hvala ti, Melita, tudi za tvoj čas in za tvojo modrost. Enako. Hvala za odlično vprašanje. Ja, hvala. Seveda, ne pozabiva, tudi to je zelo pomembno. Pravo vprašanje. Ja, seveda. Veliko ljubezni, sreče, radosti, miru. Lepe zdrave odnose dajte kreirati. Ni tako težko, kot je mogoče danes zvenelo. Ni to grozno. Ni.